Lep pozdrav vsem prisotnim na, če tako rečem, prvi predstavitvi ali zgrnitvi takih splošnih bolj občinskega prostorskega načrta oziroma sprememb dopolnitve OPN ena, kateri ima, lahko rečemo, dolgo brado, in sem vesel in ponosen lahko kot župan to pripeljati do te točke, da mu danes vam tudi podrobneje predstavili ta prostorski načrt, ki je zelo pomemben tako za vse generacije, ki bivajo in ki bodo bivale v prihodnosti po našem območju Mestne občine Krško. Tudi vaša udeležba, da sem presenečen, da ste se zbrali v takem številu, mi daje dokaz, da je bila ta sprejem te razgrnitve pomemben deležnik oziroma pomemben korak k temu, da je ta dokument dejansko pomemben in je bil prepotreben, da se pristopi k njegovemu sprejemu. Zdaj, najprej bi se zahvalil tudi občinski upravi, ki lahko rečem, da je to tako daleč pripeljala, kljub temu, da se v končni fazi vsi vemo, da se je zadeva vlekla od leta 2017. Okoliščine pustimo zdaj, zakaj ne bomo razpravljali, ni to pomembno, pomembno je, da je pred nami razgrnitev, na katero pač bodo možne določene dopolnitve, kaj velikih ne, ampak kakorkoli že, to bo tudi pojasnjeno v nadaljevanju. Lahko rečem na splošno, da je bilo 850 nekako želja, pripomb, sprememb, uskladitve tega dokumenta in da je skupaj z nosilci upravljanja prostora nekako uspelo priti naproti 80% vas, ali pa nas, občanov, da smo nekako lahko to vključili v te spremembe, ki pač bodo po tem postopku potekla naprej, in jaz sem optimist, da bo to tudi v letu 2026 na občinskem svetu tudi potrjen, ta sprememba tudi potem začeti veljati. Že danes lahko z gotovostjo rečem, da po sprejemu na občinskem svetu pač takšen postopek, da bomo šli v pripravo novega, kajti mislim, da je to živ dokument in ne bi smelo trajati toliko časa, da se toliko časa vleče in vleče in vleče, in da je zadeva možna v hitrejšem času tudi speljati, če se pač takoj pristopi k nekim spremembam. Zdaj, danes bodo na voljo pripravljavci naše strokovne službe, da zastavite vprašanja, da se pogovorite, da vidite, kje smo, kje ste, kje je vaša parcela. Sicer je tudi več teh razgrnitev upravi, tudi po posamezni krajevni skupnosti, tudi na občini sami, na oddelku, bi to vse na drugi lokaciji, zaradi priprav na prenovo predvsem onega dela, kjer boste upravljena enota, kakorkoli že. Dobrodošli z vprašanji, dobrodošli z pripombami, mnenji, kjer se bo dalo, bomo pristopili na pomoč, bomo reševali zadevo, kjer je pa to nemogoče, bomo tudi pojasnili, zakaj ni tega mogoče. Ni to neka nejevolja, ali nejevolja, neka žlehtnoba, če rečem po domače, gre se za pravne predpise, katerim pa moramo slediti in spoštovati in ravnati v skladu s stroko in pa s predpisi, ki veljajo v tej naši pravni državi. Tako da ne bom predolg, vaš čas je dragocen, tudi moj, par minut bom z vami, če mi dovolite, potem bom pa zapustil, me čakajo tudi druge obveznosti, tako da še enkrat hvala lepa za vašo udeležbo in sem vesel, da ste se udeležili, ker moram reči, da včasih imamo kakšne razprave, pa pridejo 3-4 občani, pa rečejo, da niso imeli možnost. Tako da res sem vesel, da ste se zbrali, tudi predstavniki krajevne skupnosti, tudi svetniki, dobrodošli vsi, pa bomo pa videli, kaj imamo, in smo odprti za dialog in pa za pač iti naproti, kakršnikoli možni meri je to mogoče. Tako da hvala lepa, da sem vas lahko pozdravil, pa hvala lepa, da ste me poslušali. Hvala. Hvala, župan, za uvodni pozdrav. Bom pa jaz zdaj prevzela samo predstavitev naprej, pa prosila bom potem tudi naše načrtovalce pri pomoči predvsem za ta vsebinski del. In sicer, tako kot je župan že omenil, je pred vami razgrnjen, dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, gre za PAZO, kjer je pač predvidena seznanitev javnosti z vsem, kar se v našem prostorskem aktu spreminja. Spreminja se pa tako grafični del kot tekstualni del.
Zdaj sama osnova za to izhaja iz pač našega veljavnega prostorskega plana, se pravi občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet 2015, potem smo imeli še eno obvezno razlago. In pa v vmesnem času, medtem ko se je OPN1 že peljal spremembe dopolnitve, smo še sprejeli spremembe dopolnitve 2, ki pa so bile za eksaktno lokacijo, in sicer za 3 lučke. To je naš prostorski plan nekako vsebuje razvojne potrebe, upoštevane so pa, tako kot je že župan povedal, tudi 850 pobud občanov in pa tudi vseh poslovnih subjektov, ki so pač v času od 2015 oziroma še prej nekatere podali svoje pobude in ki smo jih lahko upoštevali glede na zakonodajno krog, no. Pravna podlaga za pripravo tega prostorskega akta izhaja iz Zakona o urejanju prostora, se pravi ZUreP-3, ki je zdaj veljaven. Glede na to, da pa naš prostorski akt se že vleče od 2017, smo pa mi dejansko začeli pripravljati tale naš prostorski akt na Zakon o prostorskem načrtovanju, vmes je bil še Zakon o prostorskem urejanju prostora 2, tako da kar nekaj zakonodaje se vmes že spremenilo, ampak še vedno dejansko ta naš postopek peljemo po ZP-načrtu, to je ta Zakon o prostorskem načrtovanju. Postopek se je začel z sklepom, ki je bil sprejet 2017. Po sprejetju sklepa smo nekako pregledali z našimi načrtovalci splošne smernice, nosilce urejanja prostora, prikaz stanja prostora, to so še tisti dokumenti, ki so obstoječi in jih je potrebno upoštevati pri sami pripravi prostorskega akta. Potem je bil pripravljen osnutek, ki je bil posredovan vsem nosilcem urejanja prostora. V letu 2021 smo pridobili tudi odločbo o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, glede na vse posege, ki jih imamo v samem prostorskem aktu, so se nosilci urejanja prostora odločili, da je potrebno še z vidika varovanja narave in kulture narediti celovito presojo vplivov na okolje. Zato ta postopek za celovito presojo vplivov na okolje smo pripravili tudi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo je pripravilo podjetje Erantis, tudi danes je gospa pripravljalka z nami, če bo kakšno vprašanje, se lahko tudi na njo obrnete. Potem je sledila še priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev in vse skupaj smo potem zelo dolgotrajno vodili čez proces usklajevanja. Se pravi, z vsakim nosilcem urejanja prostora smo se pogovarjali o skoraj vsakem posegu, ki je sledil tukaj, predvsem na tisti posegi, ki so bili na nekih varovanih območjih, smo zelo podrobno iskali možnosti, da se te dejansko pojavijo potem naprej v prostorskem planu in tudi čez okoljsko poročilo je bilo potrebno vsak tak poseg tudi ovrednotiti. Ta dopolnjen osnutek je potem dobil tudi pozitivno mnenje za okoljsko poročilo in pa sledila potem po vseh teh usklajevanjih priprava dopolnjenega osnutka, ki je danes javno razgrnjen. Po javni razgrnitvi in po javnih obravnavah bo sledila še priprava stališč, se pravi, do vsake vaše pobude, pripombe se bomo mogli mi pisno opredeliti, župan bo stališče podpisal in iz tega potem naprej bo izhajala tudi priprava predloga, ki bo ponovno posredovan vsem nosilcem urejanja prostora. Dejansko bo potem, ko bomo imeli vse zadeve usklajene, se pravi potrjeno in pa pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, to so razna ministrstva, razne agencije in zavodi, bomo lahko naš prostorski akt predstavili tudi občinskim svetnikom in jim ga dali v sprejem. Toliko nekako na kratko v sami, bom rekla, tem postopkovnem delu, se pravi, kako smo postopek peljali. Besedo bom potem naprej pustila glede vsebinskega dela našim načrtovalcem. Omenila bi pa predvsem to, da dejansko je danes ta razgrnitev namenjena, bom rekla, nekem splošnem delu, nekim splošnim seznanitvam javnosti, seveda pa lahko potem vsak po zaključku te predstavitve tudi povpraša glede njihove parcele. Mogoče tiste splošne vprašanja, ki so vezana, ne vem, na gospodarstvo, na kmetijstvo, bom rekla, ne na lokacijo, natančno lahko vsi slišimo. Tisto, če vas pa zanima glede z vaših parcel, pa najboljše, da se mogoče razporedimo v 2 vrste, imamo 2 računalnika, bomo poskušali pojasniti zadeve. Tudi s sabo imamo danes nekaj obrazcev pripomb, tako da tudi te lahko spišete in pustite tukaj.
Bi pa poudarila še to, da če bo kakšna pripomba, pač tukaj seveda je potem odprta razprava, ne. Če bo kakšna pripomba vezana na pač spremembe prostorskega akta, bi pa prosila, da jo tudi pisno oddate, ker danes ne bomo pisali in vaših pripomb beležili, tako da prosim za zapisne. Lahko jo date danes, drugače pa je to možno preko spleta, se pravi, da se tale obrazec reši, poskenira, poslika in si ga pošlje po spletu, oziroma da ga izpolnite in pošljete po pošti. Zdaj, kar se tiče podrobnejših vsebine oziroma vaših parcel, je tudi vse vidno na spletnem pregledovalniku vpisov, tudi tam je zavihku med tematskimi sklopi noter javna razgrnitev, tako da tam je dejansko tisto, kar bo danes predstavljeno, kaj je v tej fazi dejansko usklajeno in pa predlagano, se pravi, to še ne pomeni, da bo to tudi tako sprejeto, ker nam sledijo še seveda druga mnenja. In ta druga mnenja bo mogoče tudi še kaj spremenila, tako da pač sprejet akt je tisti, ki potem velja, ne pa to danes, kar kažemo, mogoče še kot eno pojasnilo, ampak ja, danes je ta javna razgrnitev namenjena vam. Vprašajte, kaj želite vedeti, kaj vas zanima, ne pa jaz besedo predala pa načrtovalcem. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Pri izdelavi OPN-ja sta bili ključnega v bistvu pomena dve strokovni podlagi. Zdaj, ena je bila, kjer smo določili vinogradniška območja, drugo pa, kjer smo določili stavbna zemljišča, ki pa v obstoječem aktu niso bila v zadostni meri zajeta. Zdaj, kot prvo bi predstavil vinogradniška območja. Naš namen je bil določitev vinogradniških območij znotraj občine, kjer bi se, ker so to jasno določena značilna območja in bi se opredelile te jasne enote urejanja prostora in pa tudi specifična merila in pogoji za usmerjanje poselitve in dejavnosti znotraj teh območij. Se pravi, v bistvu smo razdeljeno je bilo na v bistvu je bilo na 3 območja, se pravi obronki v tem severnem delu, potem osrednji del in pa Gorjanci. Vse skupaj smo določili 24 vinogradniških območij. Tudi imenovana so na tej sliki potem. Zdaj, v tem delu se recimo vidi, koliko je bilo teh, a ne, v bistvu to, kar je z zeleno prikazano, to, kar je zeleno prikazano, so po dejanski rabi vinogradi, to, kar je pa rdečo, so pa v bistvu zidanice pa stavbe znotraj teh območij. Pri sami določitvi teh območij smo pregledali tako geografske značilnosti, tukaj recimo se vidi prikaz na franciscejskem katastru, kjer se že točno vidijo, ne, v bistvu, kje so bili vinogradi, potem smo pregledali tudi osončenost območij, naklone samega terena, potem je tukaj prikazano, se pravi, namenska raba iz obstoječega dokumenta prostorskega, kjer so potem še prikazani s to, kjer so potem z modro barvo prikazani pa vinogradi. Tukaj je potem prikazana dejanska raba prostora, kot jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, ravno tako, ne, z vinogradi pa z objekti, predvsem z zidanicami na teh značilnih legah. Tudi smo potem v bistvu prepoznali neko tipologijo poselitvenega vzorca v teh območjih. Se pravi, na slemenu, na vrhu slemena ob sami prometnici, potem na območju, kjer se te prometnice razdelijo, ker se več teh slemen
skupaj stika ali pa kjer so zidanice v bistvu posamične znotraj prostora. Druga strokovna podlaga je bila pa evidentiranje stavbnih zemljišč na območju občine. Zdaj pri pripravi prvega osnovnega izvedbenega dela OPN-ja niso bile v zadostni meri v bistvu povzeta stavbna zemljišča v prostor. Tako da smo potem, to se pravi, smo poiskali ta stavbna zemljišča, ki predstavljajo razpršeno poselitev ali z večjim številom stavb ali pa nekim posameznim stavbam. Recimo tukaj je en primer, kjer je taka večja skupina stavb nima opredeljenega stavbnega zemljišča. Tukaj so še dodatni primeri v tem delu, ker tudi ni stavbnih zemljišč, ali pa v tem delu, recimo, ker so vse stavbe. Tudi tukaj se potem jasno vidi vse to, kar je rdeče, so v bistvu stavbe, ki nimajo stavbnih zemljišč, ki niso imeli stavbnih zemljišč. Tako da na podlagi te analize je bilo določenih nekih 6 kategorij zaokroževanja stavbnih zemljišč. Prva kategorija je predstavljala, se pravi, zaokrožitev naselja. V tem primeru so bile stavbe zunaj naselja in se je potem ta del zaokrožil k naselju. V drugem delu je šlo za zaokrožitev razpršene poselitve. V tem delu, ker je ob tem območju razpršene poselitve, je bila še stavba, ki se potem priključi k razpršeni poselitvi. Tretji tak tip je bilo, se pravi, večje območje stavb, v tem primeru, ki se potem zaokroži in se pridobi stavbno zemljišče. In potem je v tem primeru, se pravi, kmetijsko-gospodarsko, je potem tudi se določi stavbno zemljišče za njega. In pa potem tudi kot, se pravi, stanovanjska stavba, ki ni imela opredeljenega stavbnega zemljišča, pa se potem opredeli stavbno zemljišče. In pa potem še posameznim zidanicam, ki jih nismo zaokrožili znotraj vinogradniških območij kot stavbna zemljišča, ampak se je potem naknadno za njih določalo stavbno zemljišče. Tako kot je bilo že omenjeno, se spreminja strateški del in pa izvedbeni del dokumenta. V strateškem delu, predvsem zaradi utemeljenih razvojnih potreb občine, pa zaradi obravnave podeželskega dela občine. Spreminja se tako besedilni in pa grafični del. V grafičnem delu se spreminjata 2 lista. V izvedbenem delu se spreminja tekstualni del, se pravi odlok, kar bo malo več potem kolegica povedala. Predvsem zaradi načrtovanih posegov, potem zaradi vnosa teh strokovnih podlag in pa ugotovljenih neskladnih pomanjkljivosti, pa z veljavnimi predpisi se je uskladilo. Spreminja se tako besedilni in pa grafični del. Grafični del, predvsem zaradi tega vnosa novih stavbnih zemljišč, se skorajda celotni grafični del občine spreminja. Zdaj pa, Martina, če boš povedala o besedilnem delu spremembah. Sem pa kar tlele usedla. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bom pa pol predstavila malo, se pravi, tale spremembe odloka. Verjetno ste vsi malo že gledali na teh spletnih straneh občine, in ste tole v bistvu gradivo v redu pregledali. Pregledali ste verjetno tudi predvsem tale grafični del in ste gor pol v bistvu videli, da priklele za veliko teh posegov, načrtovanih ureditev, kakor so označeni, se pravi nekih razvojnih v bistvu, rekla, razvojnih posegov in pa potem te uskladitve z dejanskim stanjem, ki jih je v bistvu kolega v bistvu obrazložil.
Te uskladitve z dejanskim stanjem v bistvu so vezane predvsem na to, da gre klele v bistvu za ugotovitev, da je za območje občine značilen v bistvu ta pač razpršen vzorec poselitve in je to izhaja že iz preteklosti. Se pravi, kolega, ki je ta franciscejski kataster pokazal ta franciscejski kataster je v bistvu začetka 19. stoletja. In tle v bistvu pač pred OPN-jem ni OPN, ker v bistvu padel iz neba, ampak so bili prej prostorski plani, kakor so tudi na nek način te stvari urejali. OPN pa je v bistvu pač dejansko to pol nekako tako formaliziral, kakor pač tudi sedaj ti predpisi na nek način to hočejo, evidenco stanja in tako naprej je v bistvu približno to. Se pravi, s tem OPN-jem je v bistvu bilo obravnavanih teh 800 ali okrog 900 pobud, ki smo jih v bistvu z občino to pazljivo pregledali in smo se v bistvu do približno teh 80%, kakor so že prej pogledali, lahko opredelili pozitivno in potem je šlo to v kolesje postopka, kakor ga je prej kolegica z občine potem pač obrazložila. In v bistvu iz teh pobud smo pol naredili okoli 350 teh načrtovanih ureditev in malo morje uskladitev, To je bilo v bistvu pač nekako šlo iz teh pač pobud občanov, pa hkrati, ko smo delali te strokovne podlage za, se pravi, evidentiranje poseljenih površin na vinogradniških območij in tudi evidentiranje poseljenih površin izven vinogradniških območij, so tudi tlele noter, so se te pobude v bistvu najdle. In potem je šlo pol to vsem tem nekim 20 ali še malo več nosilcem urejanja prostora in vsak je pač lahko pol povedal, eni so se strinjali z enimi posegi, drugi z drugimi in tako in cilj na koncu je v bistvu to, da moramo za vse posege dobiti vsa pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. To so v bistvu ministrstva, pol te infrastrukturaše na območju občine in tako, to nekaj tako čisto na hitro. Se pravi, sam odlok je pa klele za javno razgrnitev pripravljen tako, da se vidi, kva smo spreminjali. Se pravi, to je kot sledi spremembam, in pač tiste stvari, ki se spreminjajo, so z drugo barvo označene. Odlok je drugače obsežen, obsega 200 členov in pri tem v bistvu jih je bilo kar precejšen delež se jih spreminja. In se pravi, v bistvu več ali manj se pa te spremembe pač nanašajo na te razvojne potrebe, na tole evidenco v bistvu stanja in seveda na usmeritve in zahteve iz mnenj nosilcev urejanja prostora. Pol je bil okoljsko poročilo narejeno in je ono pol v bistvu postavilo omilitvene ukrepe za posamezne posege ali pa v bistvu na splošno. In seveda vsak predpis, ki se nekaj časa v bistvu uporablja, se pol ugotovi čez nekaj časa, da kakšne stvari v bistvu je možno malo drugače urediti ali pa malo bolj na primernejši način. Poleg tega se pri nas živahno skozi spreminja zakonodaja in je bilo pol treba pač ta besedilni del pol uskladiti tudi s predpisi. Se pravi, mogoče bi pol samo, se pravi, v odloku je tudi ena izmed bistvenih stvari na začetku, da pač pojasnjuje pomen izrazov, tako da pol veš, kaj je mišljeno v odloku glede tega in tle smo jih še ene par dodali, nekaj malega ali toliko v bistvu, da se to pač odlok lažje uporablja, recimo, kaj je to frčada, objekt proizvod, to je nekaj novega v bistvu zakonodajo in druge stvari, kakor so se nam zdele v bistvu potrebne. V strateškem delu drugače, v samem, to pač pomeni ta razvoj v bistvu prostora občine, ta so v bistvu pač na nek način v bistvu se pač kontinuiteta razvoja, valjda nismo zdaj prišli tako, pa bomo pač vse drugače naredili, ampak so se pa v bistvu neke stvari že zgodile ali pa so se izkazali, da morajo biti malo drugačne in se je potem pač ažuriralo stanje in pa seveda uskladilo s temi razvojnimi pobudami občine pa z razvojnimi pobudami, se pravi, občanov, poslovnih subjektov in tako. Predvsej je spremenjen izvedbeni del, glede na to, da se v bistvu tle pač razvija območje naselij, območje krajine, razpršena poselitev, je bilo treba pol uskladiti tudi te, se pravi, ta OPN ima te ene osnovne gradnike, to so v bistvu te enote urejanja prostora, ki imajo nekako enotne značilnosti glede namena, glede oblikovanja in tako naprej in pač smo to mogli uskladiti.
Pa smo imeli pač te bistvene so spremembe in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev glede vrst zgradb na celotnem območju občine. Tle je bilo treba samo neke v bistvu pač podrobne, neke rabe mogoče niso bile najbolj v bistvu pač zajete v osnovnem odloku in je bilo treba predvsem na nezahtevne enostavne objekte pač obrazložiti, kaj je na območju zelenih površin pač možno narediti. Pa druga ta precej pomembne prostorski izvedbeni pogoji, po moje za vse, so v bistvu pač spremembe glede velikosti in oblikovanja objektov. Tle je bil poudarek predvsem na tem, da se pač večina teh stvari, ki so v odloku že dane, v bistvu ohranja, pri čemer se pač ugotavlja, da so potrebne neke manjše spremembe. Hkrati pa se je ugotovilo, da mogoče se ni v odloku najbolj upoštevalo v bistvu neka območja, ki malo odstopajo od teh običajnih območij glede oblikovanja in je bilo pač to treba tudi tam dati malo drugačne pogoje, se pravi, da nimaš ti recimo, ne vem, v neki coni dvokapne strme strehe ali kaj takega, da imaš tam večje volumne in tako in kako v bistvu na takih območjih pač ravnati. Pa se ti lahko kdaj tudi zaplete, recimo, kadar ti delaš hišo, a ne, pa imaš tam določeno, a ne, tle precej podrobno določeno po posameznih namenskih rabah minimalne velikosti gradbenih parcel, a ne, in smo pol neka odstopanja tlele pač noter nekako uvedli, a ne, da nimaš ti pol malo ti zmanjka, pa recimo pa ne moš pol karkoli delati. Pa se v bistvu precej se spreminjajo teli predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Predvsem je v osnovnem OPN-ju bil narejen velik napor za te nezahtevne in enostavne objekte znotraj posameznih namenskih rab prostora. Ampak so se vmes predpisi spreminjali in smo mogli pol to urediti, katere predpise se klele lahko upošteva, pa ene par pogojev za neke objekte je bilo treba potem še dopolniti. Se pravi, pa smo mogli dati prostorske izvedbene pogoje za poseganje na vinogradniških območjih, na poseljenih površinah. Tam je v bistvu bistveno, a ne, da se pač z tem na poseljenih površinah so pač evidentirane, tam se je pač treba v bistvu upoštevati to značilno tipiko vinogradniških območij, pri čemer pa morajo imeti pol posamezne te zidance, ali pa lahko tudi biva, ampak morajo pa imeti v bližini eno določen obseg vinogradov ali pa sadovnjakov. Pa so bile v bistvu, pač, ko smo imeli te razvojne posege, lahko kje v bistvu te prostorski izvedbeni pogoji odstopajo od splošnih, in je bilo treba pol napisati te pač take, v bistvu pač take, kakor so pač primerni za tiste posege. Potem so v bistvu bili klele eno območje v bistvu je imelo znotraj odloka napisane v bistvu posebne prostorske izvedbene pogoje, se pravi to obširne prostorske izvedbene pogoje, ki so nadomeščale OPPN, samo so se pol pač investitorji odločili, da grejo kar v občinski podrobni prostorski načrt. Za nekatere posege je tudi odlok pač kar precej dolg, a ne, ker smo noter pol še dodali podrobne oziroma posebne prostorske izvedbene pogoje v vsebini in obsegu občinskega podrobnega prostorskega načrta, a ne, in ne bojo pol rabili posebej teh aktov sprejemati. To gre predvsem za tele razvoj kamnolomov pa za turistični center v Bregah. Pa smo mogoče imeli še tele prostorske, da bi še povedala, no, prostorske izvedbene pogoje smo mogli za kmetijska zemljišča uskladiti s predpisi s področja kmetijstva. V odlok smo vključili omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila, a ne, to je tle v bistvu, da odlok dosega tudi pač neke izboljšave iz okoljskega vidika, pa v bistvu usmeritve in zahteve nosilcev urejanja prostora smo mogli pač v bistvu, če so bile upravičene, konkretizirati in pa druge uskladitve in take, ki sem že prej rekla, a ne, da v bistvu, da se je mogoče ugotovilo ali pa da se jih je mogoče napisati, da so določbe bolj pregledne. Tako, to bi bilo v bistvu taka kratka obrazložitev tega kar zajetnega gradiva. Zdaj skozi postopek se je izkazalo, predvsem skozi usklajevanje okoljskega poročila, se je število posegov precej zmanjšalo. V osnutku je bilo 348 posegov, teh, tako kot je Martina prej razložila, ne, teh ureditev. Zdaj skozi usklajevanje prvih mnenj pa skozi postopek CPVO-ja pa se je opustilo 62 posegov, zmanjšalo oziroma preoblikovalo se jih je 76.
Potem se je na nekaterih delih določila druga stopnja varstva pred hrupom, nato do na 35 posegov in pa še dodatno so bili 4 posegi. Zdaj, tukaj bi tudi še opozoril, tako kot je že opozorila Petra, da ni nujno, da vsi ti posegi, ki so javno razgrnjeni, da bodo na koncu tudi sprejeti v dokumentu, kajti v drugih mnenjih nas čaka še usklajevanje z Ministrstvom za kmetijstvo pa za prostor, kjer je potrebno še obrazložiti kar nekaj posegov, ne. Tako da ni nujno, da bomo vse pozitivno lahko spravili skozi. Zdaj, tukaj je prikazana razpredelnica s povečavo, recimo stavbna zemljišča so se izdatno povečala količina, predvsem zaradi teh prej omenjenih strokovnih podlag. Temu posledično so se zmanjšala kmetijska zemljišča, gozdna so se celo povečala. Druga zemljišča so bila v osnutku precej povečana, vendar so kasneje skozi usklajevanje okoljskega poročila so se potem zmanjšala, ne, ker je precej teh posegov smo morali zmanjšati. Zdaj, kar se tiče teh podrobnejših namenskih rab, kar se tiče širitve za območje stanovanja, se pravi 6,5 hektarov novih zemljišč, za centralne dejavnosti pol hektara, za proizvodne dejavnosti 13 in malo več, posebna območja 7680 kvadratnih metrov, skratka območja zelenih površin so se tudi precej povečala in pa ta območja sproščene poselitve, predvsem na območju vinogradniških območij in pa te evidence stavbnih zemljišč. Zdaj s pogozditvijo so se gozdna zemljišča zvečala in pa za kamnolome se je zvečalo za 9 hektarov. Hkrati se je tudi v OPN-ju v bistvu evidentirala namenska raba kmetijskih pa gozdnih zemljišč, kjer se potem tudi vidi, ne, ta prehod gozdna v kmetijska in pa druga zemljišča, kmetijska ali gozdna. Zdaj z vinogradniškimi območji je bilo določenih, se pravi, območja teh posebnih EUP-jev imajo velikost 3395 hektarov, pridobili smo 101 hektar stavbnih zemljišč, pretežno območij razpršene poselitve, 3 hektare se je prerazporedilo stavbna zemljišča, kjer se je skozi strokovno podlago ugotovilo, da so napačno zarisana stavbna zemljišča in so se potem prerazporedila. S strokovno podlago teh posebnih površin se je pridobilo 56 hektarov stavbnih zemljišč in pa ta odpravljena so neskladja v dejanski rabi med gozdnimi pa kmetijskimi zemljišči. To bi bilo, kar se te predstavitve tiče, zdaj bi vam pa še v bistvu še pokazali za samo javno razgrnitev so podatki, se pravi napiso geoprostor.net. Lahko v bistvu tukaj tukaj pod zavikom tematski sklopi je potem mi bo uspelo, ja. Javna razgrnitev SDOPN-1, tukaj in potem namenska raba, ne. In tukaj vas opozori, kje lahko date samo pobudo. Se tako povzečemo. In recimo potem je tukaj sama legenda, to je res, tukaj so zemljiško legendo, legendo lahko preverite tukaj na tem zaviku, ker je potem tudi namenska raba
in pa opredelitev načrtovanih ureditev, za kakšen tip načrtovane ureditve gre. Zdaj samo pobudo oddate lahko, oddate tukaj zgoraj v tem delu, kjer piše opis, se tukaj klikne in potem imate tukaj spodaj v tem delu, a ne, tukaj spodaj potem lahko obrazec za pripombo. Druga možnost je pa tudi na spletni strani občine, kjer je tukaj pod občinske novice, je besedilo o javni razgrnitvi in potem je pa na dnu so potem pa tudi podatki, ki jih lahko tudi prenesete, se pravi dokumenti, javno naznanilo, odlok, grafični del, strokovne podlage, tukaj so potem vsi ti podatki. Imate pa tudi tukaj tudi povezavo tukaj v tem delu tudi na geoprostor, tukaj smo si prej pogledali napisano to, ne. Hvala. Zdaj pa jaz predlagala, če imam to kakršnokoli pripombo, mnenje ali karkoli podobnega, te mogoče kar vprašate. Mogoče z dvigom roke z predstavitvijo, pa če vas kaj zanima podrobneje, potem lahko tudi tukaj pogledamo na računalniku.